Glejte, če vam zapojem, boste vsi pogledali. Čeprav mislim, da je atraktivno s tem kaka, da ne. Pel boste, pravite. Razlog, da se danes seja zavlekla, je tudi ta, da imamo 73 točk dnevnega reda. Tako da vas prosim, da to mojo kratko intervencijo spremete za razumevanje. Rad bi vam povedal, preden se dotočim na dve stvari, da smo med temi 73 točkami, vse še niso končane, še 20 imamo, tako da bo se še tekle naprej. Smo danes med drugim sprejeli poročilo o razvoju, kar je zelo pomembno, da smo sprejeli program stabilnosti za obdobje 2008-2011. Kot veste, gre zdaj ta program tako v državni zbor, kot tudi v Bruselj, Evropski komisiji in svetu Evropske unije, potem bo z njihove strani prišla povratna informacija in bomo ta program sprejeli dokončno. Veliko časa nam je danes vzela diskusija o izhodišču za razpravo rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009, vendar smo se na koncu glede izhodišč uskladili. Ne povem, da čaka vlado izjemno težko delo v naslednjih dobrih 10 dneh. Mi si želimo že v rebalansu proračuna za letošnje leto v bistvu uvesti politiko programskega proračuna. To pomeni, da bo morala vlada pokazati svoje prioritete. Skratka, ne bo šlo za linearno zvišanje ali znižanje proračunskih postavk, ampak bo prišlo pri kateri od postavk za bistveno povečanje in pri kateri od postavk za bistveno znižanje, glede na to, kakšne prioritete vlada v teh časih gospodarske in socialne krize zagovarja. So pa to razvojne diskusije, ker želimo dati temu tak pomen. Sprejeli smo predlog ministrice Krebsove izhodišč za dodatno znižanje javnofinančnih izdatkov v javnem sektorju. Sprejeli smo predlog sprememb in dopolnitev programa financiranja državnega proračuna za leto 2009 in med drugim, kar vas bo zanimalo, tudi predlog uredbe o stroških reprezentance. No, kot rečeno, smo zdaj približno pri, mislim, da 50 točki, 20 nas še čaka. Verjetno javnost in vas zanimata dve stvari in samo te dve bi rad omenil in potem z vašim razumevanjem šel nazaj na sestanek vlade. Mi smo danes obravnavali tudi stvari, ki so povezane z zadnjimi dogodki v bančnem sektorju in sprejeli 4 sklepe soglasno. In ne skrivam, da je bilo zato potrebno veliko dela, ki pa se je uspešno in mislim, predvsem, kar je pomembno, zelo dobro posrečilo, ker so to sklepi, ki imajo repni glavo. Sprejeli smo 4. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je država bankam poleg ukrepov iz dopolnjenega zakona o javnih financah iz novembra 2008 zagotovila tudi neomejeno jamstvo za vloge prebivalstva do 31.12.2009 ter s tem pomembno stabilizirala njihove vire financiranja. Zato vlada upravičeno pričakuje, da banke v pretežni posredni ali neposredni državni lasti omejitve, ki veljajo za dana poroštva po zakonu o javnih financah, upoštevajo pri celotnem svojem poslovanju. Vlada Republike Slovenije bo enako zahtevala od vseh ostalih finančnih institucij. V ta namen bo ustrezno dopolnila zakon o javnih financah, zakon o jamstveni shemi in uredbe izdane na njunih podlagi. To bo storila takoj. To sem pridal ekstovnega sklepa. Drugič. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za finance, da do 15. maja letos pripravi predlog lastniške politike do bank v pretežni posredni ali neposredni državni lasti, ki bo zagotovila ustrezno upravljanje s tveganji ter omejila izpostavljenost državnih poroštev ter tako pomembno vplivala na izvajanje protikriznih ukrepov.
To politiko bo sprejela vlada, upoštevajo pa naj člani nadzornih svetov, predlagani strani države. Sklep številka 3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da v skladu z enim od svojih sklepov z dne 23.1.2009 v bankah, ki sta v pretežni posredni ali neposredni državni lasti, že potekajo revizije kreditiranja najbolj izpostavljenih menedžerskih prevzemov. V postopkih teh revizij se bodo ugotovila vsa potrebna dejstva za oceno morebitne odškodninske in druge odgovornosti uprav in nadzornih svetov bank. In še 4. sklep. Vlada ugotavlja, da v primeru posameznih reprogramov posojil, povezanih z menedžerskimi prevzemi in lastniško konsolidacijo, njena upravičena pričakovanja niso bila uresničena in da upravi nadzorna sveta NLB in NKBM nista sledila določbam sklepa Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta banki hranilnic, uradni list številka 28/07. Zato se Vlada Republike Slovenije ne strinja s takšnimi odločitvami uprav in ugotavlja, da obstoječa nadzorna sveta ne izpolnjujeta odgovorno svojih nalog in obveznosti. Toliko o tem. Preden se vrnem na vlado, vas verjetno zanima še moj kratek komentar zadnjega Renovega predloga. Torej, minister za zunanje zadeve je kratko, kolikor je bilo to potrebno, tudi za to srečanje z vami, informiral ministerski zbor in mene osebno o novem ali pa dopolnjenem predlogu komisarja Rehna za rešitev zapleta, ki je nastal potem, ko je hrvaška vlada predložila Evropski komisiji dokumente, ki prejudicirajo določitev meje, Slovenija pa je zato izrekla zadržke. Ker gre za predlog, v katerem so nekateri pomembni naši elementi, nekateri pa terjajo zelo pozorno in skrbno branje in refleksijo, sem se danes odločil, da med drugim predlagam v telefonskem pogovoru predsedniku hrvaške vlade, dr. Ivici Sanaderju, da načrtovano srečanje prihodnji torek, 28. aprila, preloživa za začetek maja, ker bi se rad o tem dopolnjenem predlogu komisarja Rehna rad posvetoval s celotnim državnim vrhom. V načrtu imam torej, da bo morda, to je moja želja, moram sedaj to uskladiti za predsednico in predsedniki parlamentarnih strank, da bi se prihodnji teden sestali na posvetu. Jaz sem nekaj že, prav gotovo bistveno bolj še, opravil pogovor tudi za predsednikom Republike prihodnji teden. O tem bo torej razpravljala vlada v četrtek in potem prepustila odboru za zunanjo politiko državnega zbora njegovo presojo. Torej, tisto, kar je zdaj bistveno je, gospe in gospodje, da smo od trenutka, ko je prejšnja vlada predsednika Janše in nova vlada, ko sta obe, ena na koncu svojega mandata, druga pa takoj na začetku svojega mandata, izrekli zadržke za nadaljevanje pogajanj z Hrvaško, prišli do točke, ko je Evropska komisija na čelu z komisarjem Rehnom v tem predmetu ob sodelovanju z trojko Sveta Evropske unije dala nek predlog, ki sedaj zahteva skrbno presojo na obeh straneh, seveda tudi na naši, zato da bi se lahko izrekli o tem predlogu. Torej, preden bo Slovenija karkoli rekla, si bo vzela potreben čas za temeljit razmislek in po potrebi tudi dala kakšne dodatne predloge, če bo tako za to ocenila. In v tej luči je tudi dr. Sanader razumel, da bi se rad posvetoval pred srečanjem z njim za slovenskim državnim vrhom, tako da je bila najna odločitev danes popoldne, ko ste se slišala soglasno. Toliko za enkrat, da bi se razvrnil na vse vlade in ker nas čaka še veliko dela, sem vam povedal, da bo hvala.